Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB-ja, tretji pionir v namiznem tenisu nekoč. Nekoč. To drži? Drži, 35 let nazaj. Kaj je ta draž namiznega tenisa? Izjemen šport, kombinatoričen, zahteva motorične spretnosti, povezovanje glave z rokami in z nogami. Boks je primerljiv, recimo, ki namiznem tenisu pa bistveno manj nasilen. Srečala sva se na konferenci Šport 2025. V ospredje dajemo ne samo sponzorsko pismenost, ampak tudi vprašanje, kaj se lahko zgodi po športni uspešni karieri ali ustvarjamo ugodno okolje, kjer lahko naši športniki, ki nekaj prispevajo za prepoznavnost naše države, pa tudi kondicijo družbe, veselje v naši družbi, ali lahko nekako se transformirajo tudi v uspešen posel. Pa me zanima, predno se te teme dotakneva, še vedno verjamete, da je klub še zadnje zatočišče, kjer otroci dobijo občutek za spoštovanje avtoritete, občutek za disciplino, timski duh, vrednote, vrednostni sistem, red in pa nekaj, kar pravzaprav šteje v prihodnosti, prijateljstvo. V tem trenutku je to absolutno edino tovrstno sidro. Ko smo ukinili obvezno služenje družbi, taki drugačni obliki in s permisivnim vzgojnim modelom, so dejansko ti otroci precej veliki egocentriki in jih v družbeni pogon in v zavedanje, da seveda se moje pravice končajo tam, ker se pravice nekoga drugega začnejo in da se stavlja življenje poleg zmag tudi porazi, po katerih se je potrebno pobrati, poškodbe, boleče poškodbe, ki jih je potrebno seveda preživeti na dostojanstven način na eni strani in na drugi strani uspešen način, da se vrnemo. To je zelo pomemben del življenja in bivanja. Tako da je šport v tem trenutku, po mojem trdnem prepričanju, edino tovrstno sidro. Blaž Brodnjak, na odru ste bili ognjeviti, spet ste brezkompromisno povedali Bobu Bob ali rekli Bobu Bob, ampak vendarle, danes na dogodku slišimo, da so povečana sredstva, ki se vlagajo v šport, pravzaprav na najvišji, rekordni ravni. To je dobra novica. Pa mislite, da bo ta model vzdržen, glede na širšo sliko, ki jo vidimo v gospodarstvu? To je dobra novica začasno. Slovenija ima seveda dobro razvito infrastrukturo in vlada in na občinski ravni se veliko vlaga dejansko v to osnovno infrastrukturo. Sicer pa slovenski športni model sloni na veliki meri entuziazma, učiteljev športa, trenerjev, ki to počnejo v prostem času. Seveda je pa vendarle en pomemben del še vedno slonjev oziroma sloni na podpori zasebnega sektorja, na sponzorstvih, pokroviteljstvih zasebnega sektorja. Tu pa je seveda se pojavlja v zadnjem obdobju precej nevarni trendi pešanja slovenske konkurenčnosti, zaradi nestimulativnega davčnega okolja, birokratskega okolja in tako naprej. Celo v zadnjem obdobju pozivanja, naj se slovenska podjetja optimirajo v tujini in svoje poslovanje na ta način prenašajo v bistvu v tujino. Ko se preselijo glave, se preselijo marketinški oddelki in ti so tisti, ki predlagajo glavam vlaganja v šport. Tako da je z vidika, kako gledamo v današnjih razmerah na perspektivo, na bodočnost, pa potrebno dejansko se vprašati, ali je tovrstno obravnavanje slovenskega poslovnega okolja v kontekstu mednarodne konkurenčnosti primerno in lahko zagotovi športu vzdržno podporo zasebnega sektorja, ali bo seveda še več te potrebno sloneti in osnovati na podpori države in pa javnih financ, ki bodo pa seveda imeli velik izziv, kako pridobivati potem ta denar. Če ti seveda na nek način celo spodbujaš podjetje, da preselijo svoje možgane, slej ko prej preselijo tudi svoje srce. In ko preselijo srce, podpore športu ni več. Šport je čustvena aktivnost in je, kot pravim, zadnje sidro slovenske nacionalne zavesti. Ko omenjate srce, vem, da ste srčen in strasten navijač. Pa me zanima, kdo je vaš idol? Vi veste, da ste kot gospodarstvenik idol mnogim. Kdo pa je vaš idol? Darko Đurić, paraolimpijec. Res? S čim vas je vse pripričal? Glejte, on ima take omejitve v svojem življenju in tako tragično življenjsko zgodbo. In je danes motivacijski govornik in se udeleži olimpijskih iger. Mislim, Darko je popolna inspiracija za me. Kako omejitve in ovire lahko postanejo tudi priložnost? In prednost. In prednost.